endgame bi lahko bil, če malo zafilozofiramo, da je pač samo ena korporacija obstaja na koncu. En corporation, ki čisto vse tvoje potrebe, tako pa en človek je lahko recimo lastnik, ne? Oziroma nek vodja. Pa ni delavca. Tako, in ima absolutno oblast nad produkcijskimi sredstvi in vsem. Ta trend ni ustvaril kapitalizem. Ne, to je del kapitalizma. To ne može reči, da ni ta trend ustvaril. V kapitalizmu se to... Hočem reči, to je nekaj, kar smo mi imeli kot ljudje, pa mogoče pred nami, ki je zelo človeško. Se strinjam, in kapitalizem je v bistvu najbolj optimiziran sistem, da se to dogaja še naprej. Ja. To je pač zdaj Marx, kar govorimo. Ja. To je glavna njegova point. Ne? In tukaj se... Ampak zelo pomembno je to vedeti. Praktično skozi celo zgodovino lahko mi najdemo primere, kjer je nekaj rastlo in na račun tega, ker je to raslo, je imelo zmeri večjo moč in tiste manjše enote so se zapirale, pa imeli zmeri manjšo moč in ne vem, rimsko cesarstvo. Kaj pa Rockefeller, ki je imel monopol nad nafto v Ameriki, pa so ga razbili zaradi tega, ne? Ker je imel preveč je nafta bila vezana na preveč je bila pomembna, strateško. In so razbili, ne? Oni so posegli noter in to je bilo takrat tako, tega se ne dela, veš, to je fair, kar je on naredil. To je primer, kjer je nekdo od zunaj razbil. Pogosto kaj se zgodi, je, da to od znotri razpade, ko rata preveliko. To je res? Kjer primer ima ta? Rimsko cesarstvo. Noter začne stvar propadati in zaradi tega nobene te organizacije niso bile večne. To je res, ampak ena razlika je med tistim časom pa tem, ker ti si zdaj v bistvu malo potegnil... Verjetno ne samo ena. Ti si tudi potegnil usporednico med podjetjem pa državo. To je vse malo drugače. Je, valjda. Zdaj pa bi jaz rad en nov pogled dal, ne, da včasih si oblast nekdo pridobil na silo, v kapitalizmu si pa oblast lahko nekdo pridobi skozi tržne mehanizme. Skozi trg, v bistvu, da ti nudiš neke storitve, ki v bistvu ljudem čist pašejo. Čist pravila igre, ja. Tukaj jaz temu nič ne oporekam, ne? Ampak to gre lahko v tako smer, da potem, veš, Amazon enostavno začne, ali pa neka firma, ne, rečemo Amazon, vse kupovati, ne. Pa kup vse tvoje firme, pa kup vse firme kup. A pa da je e-commerce samo Amazon. Dokler Amazon ne zraste toliko preveč, da začne propadati znotraj. Ja, sej... Zakaj bi začel propadati znotraj? Še vsaka stvar v zgodovini je. A veš, fulkrat smo verjetno... zgodil se bo, ne vem, da bo Bezos umrl, pa bo se zgodila vojna za nasledstvo. Ja, vem, ampak so drugi ljudje. Spremembe, to se strinjam. Preveč birokracije, pa niz enih slabih odločitev. Recimo Kodak. Kodak je tak primer, to pomeni, oni so alfa in omega na fotopodročju, oni vse kupujejo, po celem svetu so. Kako je mogoče, da oni ne bi bili forever? Aha, imaš prav, ja. A veš, in jaz mislim, da kapitalizem je platforma, ki omogoča to. Ampak to je v naši naravi bilo od zmeri, da neka organizacija je rastla in s to rastjo dobila zmeri večjo moč, z to močjo še hitreje rasla, ampak nič od te, večina teh primerov, verjetno vse, so se v neki fazi končale s tem, da so bili preveliki. In zato te organizacije niso večne. Google ne bo večen. Hecno pa je, ker mi smo zdaj v poziciji, ki je pa vnaprej skoraj nemogoče predvideti, kako Google ni večen. Veš, iz te pozicije, kjer smo mi danes, zgleda, kot da bodo to organizacije, ki bodo večne. Da bo Facebook večen, da bo Google večen, da bo Apple večen. No, za Apple recimo zdaj že eni lahko vidijo, kako ne bi bil večen. Ampak jaz mislim, da bojo dosti prej
nepomembni, kot si danes mislimo, ko so recimo na vrhuncu ali pa na poti do vrhunca. To je dobro, ja, dobro. In težko je videti to, dokler se ne zgodi. In ko vidiš, Ja, je pa tako, jasno je bilo, ja. ne? Ja, seveda.